Dobrodošli v oddaji spletnega portala Znanstvena fantastika. Z vami sva Ivan in Aljoša. Tema današnje oddaje pa so zombiji, ne mrtveci, ki še vedno nimajo svojega miru in še kar naprej vstajajo z grobov, da bi pili kri oziroma jedli možgane. Kaj nam znaš povedati o zombijih, Aljoša? Ja, zombiji, živi mrtveci, hodci so fikcijska bitja, torej neživa bitja, ki nastanejo skozi oživljanje človeškega trupla. Ta bitja je bilo nekoč najpogosteje najti v nadnaravnih grozljivkah in fantazijah, dandanes pa, ko se torej arhetip zombija dobiva modernejšo podobo, pa predvsem v delih znanstvene fantastike. Izraz zombi prihaja iz haitijske francoščine, kjer je zombi truplo, ki se oživi skozi razne metode, najbolj pogosto z magijo. In to magijo asociramo z haitijsko religijo vuduja. In recimo temu rane manifestacije zombijev v literaturi se najpogosteje torej sklicujejo oziroma navzemajo podobo te vudu kulture, vudu zombijev. Zdaj, strah pred neživimi mrtveci je že dokaj antična stvar pri človeku, oziroma najdemo že v antiki, oziroma po nekaterih spekulacijah bi jo naj našli v antiki, namreč v nekaterih grobovih v Siciliji, ki je bila grška kolonija, najdemo tisoče trupel, ki so obtežene z kamni, in torej špekulira se, da bi naj bi to bil nek pokazatelj strahu pred temu, da bi se ta trupla dvignila. Seveda pa znanost še ni dorekla svojega, kar se tiče tega vprašanja. Tako je. Zdaj, ko si omenil, da so se zombiji prvo začeli pojavljati kot manifestacija vudu kulture, to najbrž govorimo o zgodnjih delih v 20. stoletju, kjer je bila ta na vrhuncu trivialne literature, ali pa po domače rečeno pulp fictiona, Šunda, ja, hvala, kjer so prevladovali pisci tipa ne Lovecraft, drug Howard Taja, ki je pisal Solomon Kane'a med drugim, kjer se pojavljajo zombiji in ostali pisci njegove generacije. Zdaj tudi voodoo kulturo oziroma voodoo zombije najdemo v Michael Jacksonovem thrillerju, ki je bil svoje čase izredno popularna, torej video spot, ki je pustil kar svoj pečat na kulturi. Ta voodoo kultura pa se je potem skozi leta, skozi leta se je dobila nekoliko modernejšo podobo, kjer smo skušali ta fenomen zombijev pojasniti skozi bolj znanstveno prizmo, je torej z virusnimi okužbami in infekcijami, in torej končamo z zombiji tipa teh, ki jih najdemo v The Walking Dead seriji, torej neživi mrtveci. No, vsekakor velja poudariti, da arhetip živega mrtveca ali nemrtvega mrtveca je vsekakor prisoten ne samo v obliki zombijev, ampak tudi naprimer mumija, Frankensteinova pošast, ali pa naprimer tudi razni živi okostnjaki, ki varujejo oziroma napadajo ne vem kaj v raznih delih skozi celotno 20. stoletje. Tako lahko naprimer že pri Tolkienu, če ne drugje, najdemo tele mrtve hodce, ki varujejo svoje gomile. Potem lahko bi rekli, da je tudi teh 9 nosilcev človeških prstanov na vse zadnje živih mrtvecev, ker je povedano, da niso več navadni smrtniki. In tudi kasneje pri samem razvoju, skozi katerega je šla igričarska industrija s samimi začetki tega namizniškega igranja z Dungeons and Dragons,
se pojavil ta arhetip in je vsekakor vse prisoten od takrat naprej v žanru. Zdaj, Ja, aha. povej. Ja, torej te oziroma živeče mrtvece najdemo morda kot neka zelo rana upodobitev, jo najdemo v grški folklori. Torej neko vampiru podobno bitje imenovano Vrikolakas, oziroma Vrikolakas, no. Potem sicer ne gre ravno gre neko mešanico med vampirjem in volkodakom, ker se potem ta termin v južnoslovanskem jeziku pojavi oziroma prevaja kot vukodlak. Torej tukaj imamo potem neko, recimo da eno izmed najbolj ranih folklornih pojavov živečih mrtvecev. Vsekakor, a ne. Zdaj lahko vidimo, ne, skozi čas, da se je celoten pojem, a ne, teh neživih živih mrtvecev, recimo živih mrtvecev, da bomo ohranili neko konsistenco rabe termina, skozi čas razvejala in imamo vedno bolj specializirane podobe. Tako da, če smo na začetku imeli, na začetku 20. stoletja, zdaj govorimo, imeli samo na začetku zombije, so se jim potem pridružili še vitezi smrti, pa golemi, pa frankensteinovske pošasti, pa razni duhovi, pa guli, pa nemrtvi magi, pa mumije, okostnjaki, nemrtvi otroci, kar je že res malo zblojeno, volkodlaki, kakor si že omenil, hodci in vsa ostala zalega. Naprimer tudi nemrtvi zmaji so postali stvar. Tako je. Igra prestolov. Ja, res. Tudi pred samo Igro prestolov. Še vedno trdim, da je George R.R. Martin idejo ukradel od Warcrafta. Ampak pustimo to za zdaj. The Lich King. Ja, točno. V trailerju od Wrath of the Lich King je bilo prikazano, kako ta Arthas, ki je bil kralj mrtvih, iz večnega ledu in snega iz groba dvigne okostnjaka, zmaja. Vztrajam, da še to zmeraj en najboljših trailerov za igro, kaj sem jih kdaj videl. Se strinjam. Tukaj se lahko samo strinjam. Ja, super. Morda bi na tej točki kaj povedal o The Walking Dead, ki je morda ena izmed najbolj popularnih upodobitev zombijev v zadnjih 10 letih. Kaj tudi... Jaz bom znal tukaj bolj malo povedati, ampak vsekakor bi bil vesel, če me razveseliš. No, ti bom torej povedal, kaj je tej seriji, ki zdaj danes že 9. sezono gledamo. Sicer kvaliteta teh kasnejših sezon je seveda žal... Vprašljiva? Ja, tako. Mislim, ni ravno najboljše, se vidi, da je serija tako popularna, da preprosto, čeprav nima kaj več zapovedati, preprosto morajo zapovedati, ker toliko denarja prihaja v to serijo. Prva sezona po drugi strani pa je zelo solidna. Še predvsem prva epizoda, predvsem naš vstop v ta svet zombijev pri The Walking Dead je nekaj zelo zanimivega in dobro izpeljanega. Sicer spremljamo policaja Rick Grimesa, ki se na nekem, torej pred samo apokalipso, pred samim izbruhom tega virusa, se torej na avtocesti pride do nekega strelskega spopada, kjer ta policaj Rick Grimes mora posredovati in je ustreljen in zaradi česar ga morajo pripeljati v bolnico, kjer pade v komo. In potem se nekega po, ne vem, neznanemu številu dni, mesecev, ne vemo kako dolgo, se on zbudi in vidi, da okoli sebe, oziroma zbudi se v slabo razsvetljeno bolnico z uvenelimi rožami, vse razmetano, umazano, vstane z postelje in gre na hodnik, kjer je vse razdejano, na tleh vidi trupla, nič mu ni jasno. Zapusti bolnico in pred bolnico so razvrščena stotine trupel v vrečkah,
in potem dejansko tudi sreča nekega hodca, torej živečega mrtveca, in preprosto ne more sprocesirati, gre mimo in hoče domov, tam, torej, kjer je živel pred vsem tem. In zatem so se polotili v tej prvi epizodi nečesa, kar je močno zaznamovalo ravno znanstveno fantastiko, in to je ta trop človeka, ki spi veliko časa in se nato zbudi v neko radikalno drugačno družbo ali pa radikalno drugačen svet. In so na nek način šli po stopinjah, torej sami začetkov znanstvene fantastike, kar mi je bilo zelo všeč. No? Zdaj, tukaj, če se prav spomnim, je do pikice enak začetek imela tudi ena druga grozljivka z zombiji, ki se, če se prav spomnim, se imenuje 24 dni kasneje. Tudi tam je, mislim, da se dogaja v Londonu, da protagonist je v bolnici, v komi ali v nečem, in ko se zbudi, se je ta zombi apokalipsa že zgodila, in potem hodi po zapuščenih ulicah mesta in ga preganjajo zombiji. Zelo možno. To serijo The Walking Dead nikakor ne bi želel jim dati ta naziv, da so inovativni. So pa definitivno zelo lepo, torej, izkoristiti to. Torej, ta sama ideja mi je zelo všeč, no? Tudi zelo v recimo zvesta tej rani podobi znanstvena fantastika. No? Često se tudi dotaknem v članku Stari miti o časovnih potnikih, če katerega poslušalca zanima, spodaj v opisu je link, torej do članka, ki razkriva to zgodbo, ki se je zmeraj in zmeraj znova ponavljala v zgodovini, v torej raznih zapuščinah, religijah, tudi v krščanski, torej ena krščanska zgodba tudi obstaja o 7 spečih, in torej tudi v Koranu najdemo takšno zgodbo o človeku, ki zaspi in se zbudi v neko drugačnem času. No? Ampak tukaj je treba poudariti, v tvojem eseju ne govorimo o samih zombijih, ampak o ljudeh, ki so zaspali in se zbudili po nepredstavljivo dolgem času na podlagi, recimo temu, čudeža. Tako je, stari miti o časovnih potnikih. Super. No, na tej točki bi potem lahko kar za danes zaključili. To je bilo nekako za pokušino o neživih mrtvecih, ki še vedno nadlegujejo človeštvo in si želijo možganov. Midva se zahvaljujemo našim bralcem, poslušalcem. In želiva, da torej, vam je bilo všeč. Tokrat smo poskusili malo bolj na kratko in sladko. In vabimo vas k temu, da se naročite na naš kanal in obiščete torej najin kanal znanstvena-fantastika.si. Ne pozabite na www. Najlepša hvala za vašo pozornost. Lep pozdrav.